Dober dan in dobrodošli na četrtem našem strokovnem simpoziju zdravja na delovnem mestu. Najprej ena iskrena hvala v mojem imenu in v imenu moje ekipe zdravodelo.si, da ste danes prišli sem. Pripravili smo vam res dober program, veliko predavateljev, veliko koristnih informacij, tako da vam želim res en dober dan. V vrečkah imate bloke in pisala, tako da zapišite si kakšno koristno informacijo, karkoli. Če boste eno dobro stvar odnesli dole s sabo domov, ki vam bo pomagala vam ali vašim zaposlenim, k boljšemu zdravju in počutju na vašem delovnem mestu, bo naš cilj dosežen. Zraven ste dobili tudi eno številko. V vsakem predavatelju bomo imeli žrebanje, tako da to številko skrbno shranite, to je lahko danes vaša srečna številka. Zdaj pa tole je moja ekipa. Aleša boste spoznali na koncu, on je naš zadnji predavatelj, naše punce ste pa spoznali tudi cunjo, tako da smo se res potrudili. Zdaj pa program je zelo natrpan, tako da bi jaz kar začela s prvim predavateljem. In sicer je strokovnjak reševanje problemov, ki nastanejo iz različnih osebnosti v podjetju, občini ali v državi. Napisal je zelo veliko knjig, je avtor, je krizni mentor, je coach in predvsem velik človek. Njegovih 30 knjig je preveden v tuje jezike, tako da tam imamo tudi njegove knjige. In tako da z enim velikim aplavzom pozdravimo Milana Krajnca. Hvala, pa dobro jutro. Ne vem ravno, če sem najboljši za tisti, ki vse skupaj začne. Se pravi, bi mogli imeti eno prebujanje, da se pravzaprav začnemo. Ampak jaz sem začel pravzaprav na svoj način. Zato, da v osnovi razložim, kaj pravzaprav je razlika med manipuliranjem in motivacijo. Zato, da bomo lahko kasneje govorili o motivaciji, ker sem videl, da je danes kar veliko tem na temo motiviranja na delovnem mestu. Jaz sem uporabljal pisala, zaradi tega, ker sem še iz tistih časov, ko boste enkrat z mojih letih boste videli, kako je to, ko rejši pišeš, kot pa da imaš stacionarno sliko. In potem v bistvu ustvarjaš interaktivno z vsemi. Namreč, že pri 24 letih sem dal odpoved, prej sem delal kot učitelj fizike, ampak sem zelo hitro ugotovil, da nočem biti del nekega sistema, oziroma se nisem strinjal z sistemom, v katerem sem bil, in sem rekel, rajši grem po svoje, kot pa da se pritožujem. Da ne vnašam slabe volje v sistem in na koncu samemu sebi. Namreč, že takrat sem začel slediti reku Frana Miličinskega Ježeka, ki pravi, da boli, če te povozi avto. Če te povozi čas, se bolečine ne da izmeriti. Namreč, ko se rodimo, imamo vse, kar nam je na voljo, kar dobimo na razpolago, je čas. Pravi, imamo stvari omejene. In zato je v bistvu od nas samih odvisno, kako bomo vsak trenutek doživeli, ga preživeli in s kom ga bomo preživeli. Namreč mi se odločamo, komu bomo podarili pol svojega časa. In tega ljudje ne znamo ceniti. Se nam zdi kar samoumevno, da je nekdo nam na razpolago, da je nekdo zraven nas, pa ni res. Sami smo prišli in sami bomo odišli. Zato je cilj, da mogoče tudi pravzaprav vidite, kaj vse vpliva na to, da smo na nekem mestu, v današnjem primeru, zakaj hodimo v službo in kaj je tisto, kaj lahko naredimo, da pa gremo na korak naprej, da nismo ujetniki, navidezni ujetniki nekoga drugega. Zato bi mogoče za začetek, kaj sploh pravzaprav pomeni v pravem pomenu motivacija oziroma manipulacija. Zelo mali korak je med tem. Namreč, mi se rodimo z nekim potencialom. Ta potencial smo dobili od naših prednikov, oziroma seštevek večjih dejanj, oziroma aktov.
In ko se rodimo, seveda ta potencial ne zaživi takoj, ampak rabi prvih 6 let, da sploh pravzaprav vidi, v kakšnem okolju je, kako se lahko razvija, kaj sploh lahko razvija. In ko se rodimo, mi ne dobimo zraven navodil za življenje. In tudi, ko nas starši učijo ali pa govorijo, kaj lahko, pa kaj ne, jih otrok ne razume. Razume pa, kako se oni obnašajo sami do sebe. Zato mi ob rojstvu dobimo zraven eno kamero, ki snema ta življenjski scenarij prvih 6 let. In ta kamera se imenuje ego. Spravi, ego je nič ni slabega. Mi mogoče delamo napačno reklamo ali pa promocijo. In v bistvu, kar ta kamera snema, je to, ali lahko neke stvari počne in ali ne. Spravi, če ta kamera oziroma ta ego vidi, da se starši oziroma tisti, ki nas vzgajajo, sami sabo zadovoljni, oziroma če počnejo to, kar čutijo, potem dobi ego, dobi telo ali pa mi dovoljenje, da lahko živimo to, kar čutimo. Vkolikor naša okolica živi v skladu z drugim, preko rečemo, ja, pazite, kaj bodo drugi rekli, potem pa dobijo naši potenciali prepoved, da živijo v skladu s tem, kakršni so. In ker je v večini primerov, da dobimo prepovedi, potem se ti naši potenciali nekje tu zaprejo in začnemo živeti po scenariju, ki ga je pač posnel ego, tako kot so živeli naši starši, in potem življenjski scenariju mi živimo naprej. Spravi, po nekih pravilih družbe. In seveda se v teh pravilih, temu rečemo, pač te neke točke, ki jih imenujemo kompleksi, psihološki vzorci, zelo različne imena v javnosti uporabljamo, imajo, da v bistvu ta scenarij živi, si mora ustvariti neko igro. In da dobi to psihološko hrano, potem v bistvu v osnovi ustvari neko predstavo, zato da ta psihološki vzorec dobi potrditev, da lahko živi. Ko govorimo, včasih sami sebe ugotovimo, da smo reagirali na nek način, pa sploh nismo, potem kasneje videli, pa se to nisem bil jaz, si rečeš. V velikih primerih nismo mi. Zaradi tega, ker v bistvu ti psihološki vzorci upravljajo z nami. V en primer povedal sem, na eni politički nagradi, ki se že skoraj 30 let v Sloveniji podeljuje, je bila ta zgodba, da vsi ti, ki so dobili to nagrado iz podjetniškega sveta, po tej nagradi njihovo podjetje več ni obstajalo. In sem naredil razgovore za skoraj da vse. Sem prišel do tega, da niso v zgodnem otroštvu dobili pohvale svojega očeta. Se pravi, ta potrditev se je nekje tu not zapisala v enega od teh psiholoških vzorcev. In ta psihološki vzorec je ustvarjal različne igre, med drugim tudi podjetja, zato, da je dobil potrditev, da je ok. In ko so dobili to nagrado, je pa ta nagrada bila tako močna, kot bi on rabil pohvalo svojega očeta v zgodnjem otroštvu. Spravi, ko so bili oni na vrhuncu svoje kariere, je pravzaprav bil ta psihološki vzorec zadovoljen, nahranjen, in naslednji dan, ko so prišli v podjetje, niso več imeli razloga, zakaj še nekaj delati. Ker se ta motor, zakaj sploh podjetje nastalo, iz njih odstranil. In potem je podjetje začelo toniti, ker je bilo preveč vezano na njih. Oziroma se kasneje, kakorkoli izgledalo, da je to zgodba o uspehu, so v bistvu oni bili vseh 20-30 let nesrečni, ker so več čas samo se želeli dokazati nekomu drugemu. In to je najbolj ključno v podjetju, da v bistvu delodajalec
prepozna v posamezniku, kaj so njegovi pravi potenciali in kaj so njegovi ti psihološki vzorci. Ker vkoliko mi gledamo površinsko na svoj tim, potem bomo videli samo to. In bomo jim dajali stvari od izobraževanj, različnih dejavnosti, ki bodo spodbujale njihovo psihološke vzorce. Ampak slej ko prej se bo pokazalo, da bojo ti ljudje zgoreli. Rečemo, smo jim vse jim nudimo, ampak ljudje so nezadovoljni pa izgorijo. Ja, ker jim dajemo hrano za ne njihov pravi potencial. In potem to se v osnovi imenuje manipulacija. Čeprav mi mislimo, da nekoga motiviramo, v osnovi ga manipuliramo. Če ga želimo motivirati, potem moramo njegov pravi potencial začeti spodbujati. In te stvari bodo pa rastle v nedogled. Ti psihološki vzorci imajo vedno neko limit. Pravi, ko imamo občutek, da smo prišli na neki limit, se pravi pomeni, da nismo bili na pravi poti. In tu, se pravi, mi se pravzaprav je teh prvih 6 let našega življenja ključnega pomena, kako smo vzgojeni. In tam je pravzaprav napisana cela baza, kako bomo mi kasneje živeli. Seveda mi se tega pri 6, pa niti pri 18 ne zavedamo. Pa ne smemo zdaj zaradi tega kriviti naših staršev. Zaradi tega, ker so naši starši tudi delali tako, kot so najboljše znali. Ampak mi se še potem pri 50 ali pa 60 še vedno obračamo na svoje starše. Ampak to je zaradi tega, ker je to iskanje krivca je pravzaprav napisano v nekih teh vzorcih. Tudi jaz sem z vsem tem srečeval, ampak sem poskušal iskati rešitev. Rešitev nisem našel v psihologiji, ampak sem našel v naravi. V bistvu sem se nazaj k svojemu prvemu poklicu, k fiziki pa tehniki vrnil, ker narava vedno zaključuje stvari. Mi ljudje pa jih ne. Namreč, ko delam analize podjetij, zakaj prihaja do kriz, vedno vidim, da je težava v tem, da ne zaključujemo stvari. Namreč, mi začnemo, pripravimo se, začnemo izvajati. In potem v nekem trenutku, ko mislimo, mi mislimo, da je konec, ne, v osnovi zaključimo zadevo. Ampak zgodba ni zaključena, mogoče navzven. V naši podzavesti pa vedno, ker nismo tega zaključili, še vedno vrtizmo neki film. In ko se te informacije nabirajo, to imenujemo psihološke smeti. In tudi te psihološke smeti so pa hrana za te psihološke vzorce. Spravi, velikokrat se ljudje sprašujemo, zakaj nekdo ustvari neki konflikt, zakaj nekdo manipulira. Ti psihološki vzorci so tako močni, da on ne more nad to. In seveda zato ga ne smemo reči, Bogi kriv je, mi se drugače organizirali. Ne? S tem, ko mi se nekomu prilagajamo, še večjo hrano dajemo temu, še večjo moč mu dajemo. Zato sem jaz se potem do vseh teh spoznanj sem rekel, bolj ko bom tu iskal v psihologiji rešitve, slabše je. Ker očitno, ker nisem prišel do konca, pomeni, da sem neke druge svoje psihološke vzorce hrano. Potem sem en dan naredil presek, sem rekel, kaj bi pa to narava rešila. In začel pa sem se vedel najprej na odnosu z svojo takratno ženo. In sem pravzaprav videl, da je osnova komunikacija. Mi dva se sicer pogovarjamo, ampak se ne razumemo. Govorili smo oba slovensko, ampak čisto vsak svoj jezik je govoril. In potem pravzaprav vidiš, da to narava najlepše rešuje in sem vzel iz narave primer tok potoka. Tako potok teče, je bister in piten, okoli njega je življenje, se v bistvu dogaja. Ne? Če ga zajezimo, nastane mlaka
slab okus, slab von, v bistvu se začnemo izogibati. Če pa preveč vode v tej strugi, pa vse zdravo odnese. Spravi, da je treba nekomu dati informacijo točno toliko, koliko rabi. Ampak da lahko nekomu damo neko informacijo, mislim, točno to, kar rabi, ga moramo najprej poznati. Ampak če hočemo nekoga dobro poznati, moramo pa najprej sebe spoznati. Kdo sploh smo mi? In sem prišel na začetek, da je treba vsaki dan začeti najprej na ta način, da začnemo sestanek sami s sabo. Kaj bi mi od današnjega dneva sploh radi? Zakaj smo se zjutraj zbudili? A zato, ker moramo iti v službo? Ne? Tako sem prišel nazaj na ta rek, odpravljanje ljudskega ečeka, da boli, če te povozi čas. Ker, če se zdaj spomnite, kak je vaši zadnjih 10 let potekalo, imate nekaj občutek, da je teh 10 let šlo ko vlak mimo nas in sploh nimamo občutka. Zato, ker v bistvu ne živimo za vsaki dan posebej. In če vi začnete zjutraj sestanek sami s sabo, kaj bi vi danes radi, ampak na ta način, da si postavite dnevni cilj. Ampak ne dnevni cilj v smislu materialnih stvari ali pa aktivnosti, ampak kako se želite počutiti konec dneva. In potem konec dneva preverite, ali je ta občutek, kako ste se želeli počutiti zjutraj, enak občutku konec dneva. Če ni, potem pa začnete delati analizo dneva, kaj je pa, kjer aktivnosti so vplivale na to, da so vaš željen cilj skrenili. In v aktivnostih, ki ste jih delali skozi dan, pomeni, da te aktivnosti, ki vam odidejo v neko drugo stran, ste jih v bistvu počeli ne zaradi sebe, ampak zaradi drugih. Se pravi, je bil ta psihološki vzorec toliko močen, da vas je skrenil. In potem, ko vi v bistvu dan zaključite v svojih mislih, ste vi pravzaprav dan zaključili, imate občutek, da je nekaj za vami. Ker na koncu nam samo občutki ostanejo. In potem presežete to, se pravi, ne se to več nadaljuje v neki kritični liniji, ampak pride do zaključka. In na ta način mi v bistvu zaključimo stvari. Se pravi, kakršenkoli projekt ali pa kakoli počnete, vedno naredite sam svoj zaključek. Kaj ste vi osebno imeli od tega in kaj je pač tak, za koga ste delali ta projekt, ne od tega. Vedno se vprašajte v prvi osebi, pa najprej za sebe. To nič ni egoističnega, pa ne v smislu materialnih stvari, ampak kaj ste se vi od tega naučili, kakšni občutki so bili, ker na ta način v bistvu pravzaprav se začnete zavedati vsakega trenutka posebej. In v bistvu, če pogledate ta sistem dela, ne vem, če se kdaj srečali s projektnim vodenjem, vidite, da v bistvu je to v bistvu koncept projektnega vodenja. Namreč narava deluje po osnovi projektov. Nekaj začne, izvede in zaključi. To je isto dan. Začnemo, ga izvedemo in zaključimo. Če si dobimo tako utrujeni domov, ali pa skoraj vsaki dan, da kar padeš posle. Potem dneva ne zaključiš in ga nadaljuješ naslednji dan. In v bistvu kar te stvari vlečemo iz dneva v dan. Zato je pomembno, da stvari zaključujem. Na isti način, ko jih zaključuje narava. Koliko jih ne zaključujem, potem pač lahko vidimo, kaj narava naredi z odplakami, ki pridejo v njo. Pomešane in potem neki zdravi biotop, oziroma neki ekosistemi isto zamažen. In to je isto banalnih stvar, če moški, ko smo bolj nerodni, rečemo, ki še nekaj zunaj naredil, pa sporedno še perilo pravi. In potem daš belo perilo z zamazanimi rokami, kar v sušilni stroj. Jaz sem ga upravil, ja, ampak pa vse. Isto je pri nas, ne? Se pravi, najprej v tem poslovnem svetu, v službi nekaj počnete, so vaše misli polne nekaj smeti. Potem isti pridete domov. Se pravi, to umazanijo prenesete domov. In tudi doma mažete, ne? In potem še to umazano prenesete nazaj drugi dan v službo in potem ste ti v nedogled. In mine 10 let, pa niti ne veste, da je 10 let minilo. Zato je pomembno, da tudi najprej poslovni dan zaključite in še potem svoj privatni dan. Samo ti zaključki so najbolj pomembni.
tudi narava vse zaključuje. In z tega je potem postal celi sistem, ki sem ga poimenoval dinamični model vodenja, se pravi, začne se s temi sestanki sam s sabo, potem pa to prenesete na cel teden, na kolegi, vodenje firme. To je v knjigi Dinamični model vodenja podjetij, ki jih imate not v bistvu tudi opisan, celi koncept. In poanta je pač v tega, da na koncu postanemo dinamični vodji. Namreč nič ni, ko mi enkrat postanemo statični, pomeni, da se naše življenje ustavi. Nam se mora vsak dan nekaj dogajati. Ampak ne dogajati, da mi hranimo te psihološke vzorce, ampak dogajati to, da mi razvijamo te svoje potenciale. Zdaj, kako pravzaprav pri sodelavcu prepoznati ta potencial? Jaz v bistvu uporabljam tehnike fizionomije, to je v bistvu ena od psiholoških analiz, kjer je pač poudarek naše fizionomije, se pravi, kako izgleda naš obraz. Na ta način, da namreč kako te stvari delujejo. To, kar mi dobimo v prvih 6 letih kot navado v našem življenju, te stvari lahko odstranimo, lahko spremenimo. Če pa nič pri sebi ne naredimo, se pa to v naslednjo generacijo že prenese v zapis DNK-ja. Se pravi, to, kar je bila navada naših starih staršev v zgodnjem otroštvu, je že zapisano kot naša lastnost v DNK-ju. Tako hitro grejo te stvari. Se pravi, če hočete sebe dobro spoznati, spoznajte življenje svojih starih staršev. Zato se stari starši pa vnuki tako dobro razumejo, ker so v bistvu zelo povezani, fizično so povezani. Ne? Starši se pa ponavadi ne razumemo, ker smo njim v bistvu slika njihovih psiholoških problemov in potem prije več čas do konflikta. No in se pravi, to, kar imamo mi, te svoje potenciale zapisane v DNK-ju, se v bistvu že vidi iz naše fizionomije. Tega ne moramo spreminjati. Svoj potencial ne moramo spreminjati. Navade, odzive, karakter pa lahko. In to se potem naučimo z tem, tako kot pravimo, osebna rast. Ne? Kaj pravzaprav je osebna rast? Še 3 minute imam. Osebna rast je v osnovi delo sam na sebi, ampak moraš s tem rast. Rast pa moramo, se pravi, ko sem jaz to razdeljeval, da kaj pravzaprav je pa pomembno to, da sebe obravnavamo isto iz 4 nivojev. Najprej je naše telo, se pravi naš stroj, za katerega moramo poskrbeti z nekim gibanjem, pa z gorivom, to pomeni za hrano. Potem je naš intelekt, govorimo to, da damo našim možganom še nekaj drugega, kar delamo skozi cel dan. Pa reševanje križank je lahko. Potem so naše čustva. Čustva niso to, kar mi mislimo romantika, ljubezen, umetnost, ampak v osnovi zabava. Fajn se moramo imeti. In četrto je naša duša. To pa tisti čas sam s sabo. In če vse te 4 komponente enakomerno zapomnimo, potem pomeni, da smo v ravnovesju in smo šele postavili pogoje, da lahko vse začne delati. Pa nekdo misli, da se samo športom ukvarja, dela nekaj na strani, ne? V bistvu ruši cel sistem. Včasih več naredijo na sebi tisti, ki nič ne naredijo, kot pa tisti, ko samo eno stvar razvijajo. Ker v bistvu rušijo v bistvu sistem. Ne? Življenje, kot mi rečemo, da iščemo vsi ta notranji mir, ali pa sveti gral, karkoli. Celi svet prepotuje, pa ga ne najde na koncu. Zato, ker je vse v osnovi samo zdaj se vi mirne počutite. Začnite sami sebe opazovati, kdaj ste vi mirni. In ko boste videli, da so te neke komponente upoštevane, je to v bistvu v osnovi. In zato je pravzaprav pomembno, da ko mi začnemo spoznavati, kaj je tisto, kaj je dobro za naše telo, kaj je dobro za naš intelekt, za naše čustvo oziroma zabavo, kaj ne zabava in kaj je dobro za naš ta mir,
potem v bistvu se začnemo sami sabo ukvarjati. In bolj, ko se sami sabo ukvarjamo, manj nas okolica zanima, ne trosimo več svoje energije v okolje in tak mi začnemo osebno rasti. In šele takrat se lahko rečemo, da mi osebno rastemo. Vse, kaj govorimo prej, je v bistvu rušenje svoje osebnosti. Zato je vedno pomemben ta celostni pristop. In narava v bistvu na tem principu deluje. V bistvu po osnovnem zakonu spravi volumen, temperatura, vedno mora biti ena, ker mase v vesolju ne moremo povečevati, ne? In potem, ko nekje temperaturo povečamo, pomeni, da bomo volumen zmanjšali. Ne? In isto v našem življenju, spravi, če nekaj povečujemo, bomo nekaj na drugi strani zmanjševali. Ampak narava vedno poskrbi, da je ravnovesje. In zato je prvi korak k temu, da če hočete v bistvu delati v zdravem okolju, da najprej sami sebe spoznate, da vidite, kaj je zdravo za vas. In potem boste z lahkoto rekli nekim stvarem ne boste več imeli slabe vesti, zato ker boste v bistvu stali trdno na tem stališču. V nasprotnem primeru boste pa, ko boste sebe spoznali, ker boste vedeli, kje so vaše meje, boste neposredno tudi vedeli, kje so meje posameznikov. Namreč prepoznati potencial v nekom. Ne rabite za to različnih psiholoških testov, niti ne vem, koliko strokovnjakov pračevati, da vam ocenjuje vaše sodelavce, ampak je dovolj, da sami sebe spoznate. Pri tem boste, ko sami sebe spoznavate, razvijate vse te čute, ki smo jih mi skozi stoletja pozabili. Namreč mi imamo vse orodje v sebi. In tisto, ko nekdo reče, ja, prvih 30 sekund, pa 90 sekund, ko nekoga prepoznaš, ne, občutek, ko ga v nekom dobiš, tisti je pravi. Zaradi tega, ker je takrat telo se vrne v tisti čas, ko smo bili še bojevniki, ne, ko nas nekdo napada, in potem se zenice razširijo, kri se poveča, pretok krvi, se pravi, telo je pripravljeno na boj. In ko hoče telo preživeti, teh psiholoških vzorcev več ne sme biti. Se pravi, vse da, kar ni v skladu z tistim trenutkom, da je vsaj da na stran. In takrat tisti naši potenciali samo dejansko delujejo. Ne? In tisti občutek, ki ga imate v človeku prvih 90 sekund, to je pravilno. Seveda lahko teh 90 sekund povečujete z temi treningi oziroma delom na sebi. Ne? Ampak vedno bodite pozorni na to, kaj občutite v prvih 90 sekundah. In ne rabite potem več dobenih psiholoških testov, ne nič druge, če delate z veliko maso. Ne? Ampak tudi tam je treba psihološke teste malo spremeniti. Tisti, ki ste iz kadrovske, če hočete vedeti, ali vas je zaposleni razumel, ali pa kdorkoli predaja naloge, potem vi njemu poveste, kaj naj naredi, ali pa kaj mislite o projektu, on vam pa ne to v pisni obliki vrne. Tako boste preverili, ali vas je on sploh razumel, ali ne. Če človeka srečamo tudi stresnič, velja isto pravilo? Ne. Zato, ker potem pa že začne ti psihološki vzorci veljati in oni si naredijo, vidijo, pri tem lahko zdaj dobim neko pozornost, ne? Spravi, psihološki vzorec mora dobiti potrditev, da obstaja. In on bo naredil vse, da bo on ugajal. Ne? In ko mi začnemo delati zaradi nekega ugajanja, več ne živimo svojega življenja. V bistvu živimo življenje nekoga drugega. Ne? In se nam ta življenjska črta, ker je neki konec, se nam zaradi tega manjša. Potem, ko imamo občutek, da je 10 let minilo, v bistvu smo 10 let živeli za druge, ne za sebe. In to je v bistvu osnovna poanta, zakaj se mi v bistvu zgubljamo v odnosi, zakaj je mrtvi tek v podjetju, zakaj so zgube v podjetju, zakaj smo ljudje nezadovoljni. Niso drugi krivi. Samo svoj potencial moramo začeti razvijati. Tako da, hvala za vaš čas, oziroma čas nam je potekel. Hvala, Milan. Pa bilo, je bila kakšna koristna informacija. Jaz, ko sem se z Milanom pogovarjala, sem rekla, imaš ti kakšno nagrado za naše udeležence? In on je rekel, vsak mi podarim tole knjigo.
Tako da tale knjiga vas čaka vrečka, to je dinamični model vodenja, kjer je nadgradnja vsega